Vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo je le prvi korak k polnemu uresničevanju pravic gluhih oziroma oseb z okvarami sluha. Pristojne pozivam, da pripravijo podzakonske akte, da se bodo pravice udejanjile še v praksi, sicer bodo ostale le mrtve črke na papirju. Pričakujem tudi, da država pripravi zakon, ki bo urejal svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih in da bo čim prej sprejet. Hitro ukrepanje je nujno, da sledimo demokratičnim načelom in delujemo v smeri socialne integracije in sprejemanja drugačnosti. Izjemno zadovoljen sem, da v Sloveniji izvajamo nekatere pomembno družbeno odgovorne korake. Eden izmed takšnih korakov v pravi smeri je tudi podpis pogodbe za pilotni projekt samodejnega podnaslavljanja programov na nacionalni televiziji. Okoli 200.000 ljudi bo tako lažje dostopalo do informacij. O nujnosti implementacije samodejnega pretvarjanja govora v podnapise v realnem času sem z direktorjema RTV Slovenije in Urada Republike Slovenije za komuniciranje govoril pred enim letom in moram reči, da sem izjemno vesel, da v letu 2021 v dobu razcveta informacijsko-komunikacijskih tehnologij tudi na tem področju počasi stopamo v družbo razvitih držav. Srečujemo pa se s pomanjkljivostmi izobraževalnega sistema za uporabnika znakovnega jezika. Na tem področju so nujni premiki. Pravica gluhih je, da se izobražujejo v znakovnem jeziku, ki je njihov naravni jezik. Mnogim otrokom je pogosto kršena dostopnost do izobraževanja v lastnem jeziku, slovenskem znakovnem jeziku. Veliko gluhih in naglušnih je slabo izobraženih tudi zato, ker šole ne zagotavljajo popolne prisotnosti tolmača. To predstavlja diskriminacijo gluhih otrok pri dostopu do izobraževanja. Posebej želimo opozoriti na širok spekter težav, s katerimi se srečujejo starejši gluhi in naglušni. Najti je treba rešitve, ki bodo zagotavljale večjo kakovost bivanja tudi gluhim stanovalcem domov za starejše. Enakopravno vključevanje invalidov v vse segmente naše družbe in ustvarjanje prijaznega oziroma vključujočega življenjskega okolja je njihova pravica, a žal tudi rana, ki jo celimo prepočasi. V inštituciji Varuha človekovih pravic ugotavljamo, da je še veliko področij, na katerih moramo narediti odločne korake naprej, da bo ustavno določbo, da je Slovenija socialna država in druge z ustavno zagotovljene pravice občutil vsak izmed nas.